Lepo pozdravljeni nazaj, lepo vabljeni na mednarodno okroglo mizo, ki je del tega simpozija. In sicer najprej bi povabila dr. Mihaela Langeja, da predstavi, ponovno pozdravi nemško-slovenske parlamentarne delegacije in naredi povzetek opravljenega dela na simpoziju. Prav tako, izvolite, dr. Lange. Spoštovane gospe in gospodje, dovolil si bom na tem mestu še enkrat prevzeti besedo, da izrazim še enkrat svoje zadovoljstvo, da lahko danes v okviru tega dogodka pri nas pozdravimo tudi delegacijo poslancev Nemškega zveznega parlamenta, in sicer tukaj pri nas, so v gosteh. Cel dan smo se ukvarjali z vprašanji civilne družbe in z razkorakom ali tudi z neobstoječim razkorakom med državljani in odločevalci v Republiki Sloveniji, torej v civilni družbi, v družbi kot taki. Danes smo se pretežno pogovarjali o situaciji v Sloveniji in torej ta trenutna sedanja diskusija naj bi omogočila zrcalno sliko situacije oziroma primerjavo situacije v Sloveniji in Nemčiji. Kot veste, naš volilni sistem, kot smo že izvedeli, omogoča neposredni nagovor odločevalca v volilnem okrožju. Vsak državljan pravzaprav ve, na koga se lahko ali naj obrne, če ima neko željo, če ima neko potrebo, kdo je njegov zastopnik, na kateri del civilne družbe se lahko obrne. Temu v Sloveniji ni tako. Tukaj tega neposrednega sogovornika državljani nimajo, ampak to bi naj bila tudi tema naše diskusije kasneje, kakšne so naše izkušnje, torej s tem sistemom, z sodelovanjem s civilno družbo. In na tem mestu bi se prisrčno zahvalil pri gospe Marie-Louise Dött in ostalim parlamentarcem, da so si vzeli čas za sodelovanje na tej panelni diskusiji. Vsi se trudimo, si prizadevamo za demokratizacijo naših dežel in civilna družba je eden izmed elementov, ki ga je treba zagotoviti, poleg vseh formalnih inštitucij, demokratičnih institucij, kot so Državni zbor, Državni svet. In zato nas toliko bolj veseli, da danes imamo možnost, da o tem razpravljamo. Seveda sem zdaj nekoliko v vrstnem redu zdrsnil naprej. Gospa Dött, vam sem hotel dati pozdravno besedo, ampak mislim, da vas bo najprej pozdravil gospod Rudl in vam povedal nekaj o dosedanjem simpoziju. Veselim se torej kasnejše diskusije. In mislim in upam, da enako čutite tudi vi. Izvolite. Hvala lepa, dr. Lange. Izvolite, dr. Rudl. Hvala lepa. Najprej prisrčen pozdrav vsem spoštovanim gostom, tako njene ekscelencije gospe Princ, kot parlamentarcem iz Nemčije in še posebej naši gosti, ki že drugo leto je prišla na naš simpozij, gospa Marie-Louise Dött. Torej, rad bi vam samo povedal, da smo bili dopoldne in popoldne pridni, da smo poskušali osvetliti določena področja civilne družbe in da smo želeli iz tega nekaj izpleniti. Torej, želeli smo nekaj dobiti za delo za naprej in mislim, da smo dobili. Prva stvar, ki je skoraj da kontradiktorna k temu je ta, da smo dobili veliko tega v razdrobljenem stanju. Torej, povabili smo, trudili smo se, da dobimo govorce iz različnih področij civilne družbe. Vsak je prispeval nekaj, seveda pa so to zdaj posamezni deli in seveda v procesu nadaljnega dialoga, v procesu nadaljnega sodelovanja bomo
poskušali nekoliko zbližati te razdrobljene zgodbe in jih povezati v eno skupno zgodbo. V prvem delu smo govorili o razkoraku med državljani in odločevalci v Sloveniji. Ne strinjamo se vsi, da je razkorak med državljani in odločevalci, torej da je noter tam, kjer bi morala biti civilna družba, neka luknja. Nekateri pravijo, da je čisto lepo, čez gremo lahko, torej da imamo državljani neposredno možnost biti v odnosu z javnim, drugi pa smo mnenja, da tukaj je še nekaj takega, da naš avto civilne družbe gropota. V drugem delu smo želeli videti z neko autorefleksijo, kaj dela krščansko-socialni, demokratski del te naše civilne družbe. Ali ta dobro funkcionira ali ne. Seveda smo ugotovili, da predvsem, da imamo še veliko priložnosti. To pomeni, da je veliko stvari, ki bi jih morali delati, pa jih ne. In da moramo predvsem na nek način iti v autorefleksijo, torej iti navznoter, na sebe, ne toliko gledati, kaj delajo drugi, kdo je od zunaj kriv, da mi ne moremo delati tako, kot bi seveda v tem delu želeli. Tako da odprli smo več vprašanj, kot pa smo na nje odgovorili, to se vedno reče na vsakem takem simpoziju, in vendar sem vesel, da smo imeli priložnost tukaj podati tudi neko pobudo za neko platformo v tem krščansko-demokratskem delu civilne družbe, ki bi omogočila nek dialog in neko skupno delovanje, vendar ne v formalni obliki, pač pa v neki neformalni obliki, kjer se povezujemo na podlagi skupnih akcij. Hvala lepa. Gospod Rudl, hvala lepa za vaše besede in povzetek. Prosila pa bi za uvodno predavanje gospod Marie-Louise Dot, ki je predsednica Nemškega združenja delodajalcev in vodja nemško-slovenske delovne skupine za medparlamentarno sodelovanje. Izvolite. Vielen Dank, sehr geehrter Herr Dr. Rudl. Lieber Herr Horvath, spoštovani gospod Rudl, spoštovani gospod Horvath, včasih smo povezani na ta način, včasih na drugačen način, tudi dr. Lange vas pozdravljam, torej civilna družba. Najprej to zveni po diskusiji na metaravni, pa tudi po politični znanosti. Zveni torej kot nekaj, kar mogoče ni povezano z življenjem. Je pa prav nasprotno, kajti civilna družba oziroma tudi državljanska družba je nekaj zelo konkretnega. Za njo se skriva vse tisto, kar državljani za državljane počnejo vsak dan. Gospodarski in socialni odbor Evropske unije obsega civilno družbo v vseh oblikah socialnega delovanja od posameznika do skupin, ki ni začeto na inicijativo oziroma na pobudo države in ki ga država tudi ne vodi. To pomeni, da so to družbeni sistemi, kot tudi deli družbe. Civilna družba se oblikuje svobodno, na lastno pobudo in pogosto prostovoljno. Sodeluje in participira pri razvoju na lastno pobudo. To se začne že s tem, da gredo državljani volit ali da v svojih občinah sodelujejo, se angažirajo. Civilna družba pa ne sestoji samo iz posameznih državljanov, temveč iz organiziranih akterjev. Pri tem gre za vse možne vrste tako imenovanih interesnih zastopstev in njihovih manevrskih prostorov. Tukaj mislim na sindikate, delodajalce, združenja delodajalcev, na neprofitne politične in družbene organizacije, pa tudi na verska združenja, sklade in fundacije, državljanske iniciative in druge nevladne organizacije. Vse te ne moremo odmisliti v neki demokratični družbi.
državljanom, pa tudi organiziranim članom nudijo možnost, da participirajo konkretno v konkretnih pobudah in projektih. Naloga civilne družbe v tem smislu torej sestoji v treh sestavinah. Prvič, vzpostaviti pozornost, drugič, sodelovati, participirati, kakor sem razumela, ste o tem govorili danes zjutraj, in tretjič, soodločati. Civilna družba torej ne sme in naj ne deluje samo prostovoljno in zapolniti državne vrzeli, ampak je njena naloga, da sooblikuje tudi politiko in gospodarstvo. To pa je možno samo takrat, ko država omogoči in dovoli tak način participacije. In to bi država naj storila. To so pomembni... Ne slišim. Ne slišim je. Insofern ist Zivilgesellschaft ein wesentliches Element von Demokratie und kommt auch nur in diesen Demokratien zum Demokracije in samo v demokraciji dejansko izpolnjuje svoj namen. Civilna družba vključuje to od poznih letih 1990. Und bewirke zudem ein positives Klima für Reformen und Innovationen. Die Idee, die dahinter steckt, mehr Zustimmung durch mehr Teilhabe. Im Weißbuch europäischen Regierens finden sich Prinzipien, die diese Idee aufnehmen. Dazu gehören unter anderem größere Transparenz staatlichen Handelns, stärkere Einbindung von Zivilgesellschaften und drittens größere Klarheit und Zurechenbarkeit von Entscheidungen. Sehr geehrte Damen und Herren, Spoštovane gospe in gospodje, demokracija živi od izmenjave, kompromisov in raznolikosti mnenj. Različna mnenja, ki pomenijo, da jih ne slišijo, so v veliko državah imela negativne posledice. Velikokrat pa ne gre za demokratične države, tiste, o katerih govorim tukaj. Raznolikost mnenj je velikokrat zelo dobrodošla in jo lahko izkoristimo v dobro in v prid družbe. Tako lahko najdemo tisto dobro srednjo pot, ki so jo pripravljeni iti vsi in ki so jo vsi tudi pripravljeni uresničevati. Na koncu pa gre v procesih soudeleževanja tudi za to, da ljudje smejo prevzeti odgovornost. Gre za to, da se ljudje čutijo, da jih jemljemo resno in da želijo biti in sodelovati v družbi. Družba torej živi od prave udeležbe, identifikacije in državljanskega angažmaja. Civilna družba in družbena angažiranost sta po mojem mnenju v demokratični družbi, ki deluje, nujno potrebni. Samo takšna družba dopušča lastno inicijativo in omogoča soudeležbo in sodelovanje. Samo takšna družba stavi na odgovornost in to tudi prizna. Samo takšna družba jemlje svoje državljane resno in državljane in države ne preresno. In samo takšna država spodbuja in izkorišča v pozitivnem smislu ta pomen. V prihodnosti državljanskega angažmaja oziroma dela komisije, v katere članice sem bila tudi sama, je v zvezi s tem ugotovila naslednje, citiram: v civilni družbi gre za kakovost socialnega, političnega in kulturnega sobivanja. Opisuje torej družbeno življenjsko obliko, v kateri imajo ljudje prostor za samoodločanje in za samoorganizacijo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Död. Povabila bi na panelno diskusijo in sicer paneliste, gospod Anjo Karlicek
Gospa Anja Karlicek je poslanka v nemškem parlamentu in je član nemško-slovenske skupine parlamentarnega prijateljstva. Izvolite, Gospoda Markus Grübel je poslanec v nemškem parlamentu in je član nemško-slovenske skupine parlamentarnega prijateljstva, ki ga pa žal danes ni. Se pravi, potem Wilfried Lorenz je poslanec v nemškem parlamentu in je član nemško-slovenske skupine parlamentarnega prijateljstva. Izvolite. Potem gospod Jožef Horvat. Gospod Horvat je poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije in predsednik odbora za zunanjo politiko, podpredsednik odbora za zadeve Evropske unije ter podpredsednik stranke Nove Slovenije. Potem povabila bi gospod Alenko Jeraj. Gospa deluje v stranki Socialnih demokratov Slovenije, Slovenski demokratski stranki. Bila je poslanka Državnega zbora in v tem času sodelovala v več odborih ter bila tudi podpredsednica. Predtem je skrbela za področje družbene dejavnosti na občini Ig. Potem bi povabila gospoda Andreja Čuša, ga tudi ni med nami, gospod Bojan Mevlja. Ja. Gospod Mevlja je direktor središča Rotunda ter predavatelj na Fakulteti za menedžment Univerze na Primorskem. Ima bogata znanja in izkušnje na področju menedžmenta in dela nevladnih organizacij. Med nas bi povabila moderatorja Jožeta Gornika, ki je v.d. direktorja Zavoda Pelikan Caritas. In pa seveda gospod Marie-Louise Dodds, opravičujem. Okay. Dobro, nekaj tehničnih težav, ampak jaz mislim, da nič takšnega, kar ne bi znali pametni ljudje razrešiti v nekaj sekundah. Lepo pozdravljeni. Današnja okrogla miza ali tale zadnji panel je predvsem namenjen o tem, da spregovorimo nekaj o tem, kakšne so izkušnje civilne družbe na eni strani v Sloveniji, na drugi strani v Nemčiji, kakšne so naše izhodišča, ki jih imamo za to, kar delamo. In mislim, da bo najbolj primerno, da začnemo na tak način, da postavimo nekaj vprašanj našim gostom, da seveda jaz najprej prečrtam tiste, ki jih zdaj tukaj ni z nami, da ne bomo potem delali kakšnih napak. Gospod Andrej Čuš se je prej upravičil še meni kar direktno, da ga ne bo, ker je zadržan še na enih opravkih. Mogoče bi pa takole vprašal najprej gospoda Wilfrieda Lorenza. Kakšno podporno okolje zagotavlja Nemčija za civilno družbo? Ali spodbuja združevanje organizacij, sodelovanje, ali ima mogoče še kakšne druge cilje? Predvprašanje, pa mogoče tako na kratko, kakšna osebna izkušnja vašega dela v civilni družbi, da si vas bomo lažje predstavljali potem pri tej potrditvi o podpornem okolju. Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank natürlich für die Frage. Hvala lepa za tole vprašanje. Če sem vas prav razumel,
je pravzaprav del tega vprašanja že odgovorila v svojem uvodnem predavanju tudi Marie-Louise Dött. Torej, predstavila je v bistvu pravni in zakonodajni kontekst oziroma okvir, v katerem je Nemčija ne samo dana možnost, ampak tudi spodbujana in podprta možnost delovanja, torej civilne družbe, sodelovanja v civilni družbi in sooblikovanja civilne družbe. Ampak zato bi se mogoče bolj posvetil drugemu delu vašega vprašanja in torej mogoče osebno doživetje, osebno sodelovanje. Mislim, da lahko to najbolje razložim na konkretnem primeru, kajti pred enim uro sem dobil sporočilo, da bo pri nas v Hanovru, tam sem torej poslanec v Spodnji Saški, da bo tam od nedelje torej potekal dogodek upokojencev v središču Hanovra z informacijsko stojnico, kjer bodo zbirali mnenja, torej istih, bomo rekli, starostnih skupin, iste interesne skupine in to bi potem želeli uplesti v delo lokalne občine oziroma lokalne skupnosti. To je en primer, kako lahko praktično vsaka državljanka, vsak državljan preko izmenjave informacij sodeluje v tem procesu, vstopa v ta proces, daje pobude, predloge in potem neposredno sodeluje tudi preko zastopstev. Seveda sem kot poslanec zavzet, da na takih dogodkih sodelujem. Prvič zaradi tega, da pokažem pot od poslanca do človeka, do prebivalca, do državljana, da sem tam na voljo, pa tudi z namenom, da bi prebivalcem in prebivalkam mojega volilnega okrožja dal možnost, da z mano neposredno spregovorijo o temam, ki so za njih pomembne, za katere se zavzemajo, da se tukaj sprejmejo določene odločitve. Mislim, da je to več kot tisto običajno sredstvo, ki ga poznamo vsi, tisti inštrument, to je IT, Twitter, to je domača stran, to je Facebook, kjer pač vsakega praktično lahko doseže. Mislim, da je osebni pogovor z človekom tam na samem mestu, na licu mesta nekaj najboljšega in tudi najbolj simbolizira civilno družbo, kajti mi kot poslanci smo sami del te civilne družbe. Torej, sam sem recimo predsednik gospodarskega združenja v svojem volilnem okrožju. Torej, to je izmenjava, ki se tukaj dogaja. Hvala. Vendarle bi rekel, da ste s tem odgovorom odgovorili tudi na prvi del. Kajti pri nas se takšna družbena angažiranost vendarle preveč jemlje kot politično vmešavanje poslanca, ki potem nabira politične točke. Zaradi tega je super, da poveste, na kakšen način to deluje pri vas. Bom nadaljeval z gospod Alenko Jeraj in sicer z vprašanjem. Znani ste potem, da ste sami sodelovali v kar nekaj organizacijah in delovali tudi na področju kulture. Kakšna je vaša ocena vključevanja politikov kot osebnosti v civilno družbo? Hvala za vprašanje, lep pozdrav vsem. Jaz bi, če dovoliš, majhno vseeno risala okolje, v katerem smo, ker se mi zdi, da danes že ves dan govorimo in se pogovarjamo tako, kot da je pri nas vse normalno in tako, kot je tudi v drugih državah, kjer stvari funkcionirajo, pa tisti, sem prepričana, da nas večina tukaj ve, da stvari vseeno niso tako enostavne, kot se včasih zdijo. Dopoldan oziroma v prejšnjih diskusijah smo govorili o tem, da imamo nekako, dr. Žiga Turk je rekel, izkrivljen politični sistem oziroma pač smo mlada demokracija in tako naprej. Res en kup stvari, bom rekla slabih, smo prinesli iz prejšnjega režima in jih v bistvu nismo vzpostavili tako, kot to funkcionira marsikje drugje. Gospod Forbic je rekel, da so novi obrazi in da to nima nobene veze s preteklostjo. Jaz mislim, da stvari niso tako enostavne, kot jih on vidi. Vidi pa jih tako zaradi naše medijske situacije, tako kot imamo. Ljudje se res menjajo, vendar osnovni koncepti ali pa ključne stvari od privatizacije medijev, šolstva, pa v bistvu ostajajo iste in ostajajo slabe. Nismo marsikje naredili korakov naprej, ki bi jih morali.
In zato imamo težave potem tudi na drugih področjih. A ne? In tak izkrivljen medijski prostor, kot ga imamo, o tem je govoril tudi gospod Žiga Turk, a ne? Večina medijev je levih, meni se zdi nerazumljivo, ko smo pač dopoldan govorili torej, ko je gospod Forbici tudi rekel, da so kristjani v Sloveniji premalo glasni, ne, in da se ne odzivajo, da se odzivajo na robne teme in tako naprej. Mislim, da je pri tem popolnoma spregledal, da tudi če imajo ideje ali pa če se podajo mnenja, jih lahko objaviš na ognjišču v družini in to je to, a ne. Če se zbere 8000 mladih v Stični na festivalu in to za našo RTV, torej nacionalno radio televizijo, ki jo vsi plačujemo, ni novica in se s tem ne ukvarjajo in se jim ne zdi pomembno omeniti, da se je 8000 mladih iz Slovenije nekje zbralo, imamo najbrž problema, ne. In ni nujno, da mnenj ni in da razprave ni, je pa velikrat zaprta oziroma ne pride v javnost, zato ker, kot sem rekla, imamo tudi medijski prostor izkrivljen tak, kot je, ne. Ne vem, pa še cel kup je takih dogodkov, obletnica skavtov in podobno, česar bi v normalni državi verjetno bil prenos na televiziji, ne. Pri nas je pa novica 30 sekund, če je, ne. In to je po mojem naš problem, ne, da iz tega izkrivljenega političnega prostora, izkrivljenega medijskega prostora prijemo tudi do izkrivljene civilne družbe, ne. Imamo kakšne stvari, ki jim rečemo civilna družba, pa vemo, da to niso, ne. Kot je bilo povedano, so financirani ali pa bogato so financirani, medtem ko kakšen drug del, desni ali pa sredinski del družbe pa ni financiran ali pa se mora precej bolj boriti za kakšne drobtinice, a ne. In dokler teh stvari bolj ne uravnotežimo, bomo imeli problema, ne, in ga imamo na vseh področjih in to vidimo, a ne. Zdaj, na drugi strani pa mogoče tudi mogoče ta cerkven del ali pa civilna družba znotraj katoliške cerkve, pa tudi morda naredi kakšen korak premalo, a ne. Mi imamo škofijsko gimnazijo, imamo gimnazijo v Vipavi, imamo teološko fakulteto, ampak jaz potem nekako pogrešam te ljudi, ki bi potem nekako bili kritični državljani in družbeno aktivni, ne. Saj jasno je, da vsi ne bodo politiki in poslanci, ne. Pač delujemo na različnih področjih, hvala Bogu, vsak tam, kjer se nekako najbolj počuti in tudi najbolj najde. So pa verjetno posamezniki ali pa bi morali nekako vzgajati tudi ljudi, ki bodo nekoč politiki, a ne. In tukaj imamo spet eno težavo, ne. Gospod Forbici je spet rekel, da ne izobražujemo političnih kadrov in tako naprej, res jih ne, ker imamo spet neko sfiženo zgodbo, ne, v Nemčiji, v Avstriji in povsod drugje se normalno financirajo politične akademije, se izobražuje ljudi za politiko, se ne more kar vsak vse znati, ne, velikrat se znajdejo v parlamentu amaterji ali pa se znajdemo, tudi jaz najbrž 10 let sem bila poslanka, prvo leto ne veš veliko oziroma se moraš tudi tega naučiti, ne. Ampak to je v drugih državah normalno, da se to financira, da se utrjuje demokracijo, pri nas pa seveda to ni normalno oziroma moramo potem iskati neke druge variante, inštitute, ustanavljati zavode in tako naprej in se iti pač stvari, ne bom rekla netransparentno, pač, ampak niso urejene tako, kot bi morale biti, če si mi res želimo demokracijo, ne, če se želimo torej v prihodnje, a ne, in da ne bomo vedno tarnali, da imamo komaj 20 let državo, 25 let smo mlada demokracija, še ne znamo, ne moramo, delamo napake, ne, pač enkrat bomo morali tudi to znati, ne bodo večno mogli biti izgovori. Dobro, zdaj sem, to je vse bilo od tega dela jutranjega oziroma prejšnjih razprav. Zdaj bi pa v zvezi s tem, ne, sama sem res tudi že 20 let predsednica kulturnega in turističnega društva, to sem počela preden sem se ukvarjala s politiko in sem tudi še vedno tam aktivna in veliko stvari delamo. Mi imamo spet, ne, tukaj malo težav, mi imamo veliko strokovnjakov, dr. Žiga Turk je prej rekel, da velikokrat enačimo vsebino in procese, ne, da pač isti ljudje, ki so v politiki obenem delajo tudi programe za zdravstvo ali pa ne vem kaj, pa se mogoče na to dovolj ne spoznajo, ne.
Slovenija je majhna, ne, in nimamo prav veliko ljudi ali pa pač jih imamo, ampak se vsi ne izpostavijo, ne povejo, kaj mislijo, niso pripravljeni sodelovati. Poleg tega se nam pa vedno zgodi to, da če nekdo gre iz profesije v politiko, ne vem, iz gospodarstva pride ali je zdravnik ali ne vem kaj, ko postane politik, ni več strokovnjak, nima več pojma o zdravstvu, čeprav je bil 20 let mogoče zdravnika, ne. In Bog nadej, da bi se potem vrnil, oziroma je večen problem to, vedno bo veljal za politika, sploh če je bil še na napačni ali pa v stranki, ki ni morda priljubljena, se mu odvzame vse tisto, kar je doštudiral in kar je 20 let delal. In imamo spet problema, ker potem dejansko ne moreš pač ta strokovni del, ko enkrat postaneš politik, ko si enkrat, ne vem, mogoče pri nas v stranki v strokovnem svetu, nisi več strokovnjak, pa čeprav si celo življenje na tistem področju delal in obvladaš to, tako kot je, ne vem, en gospod prej rekel, da lahko zakon napiše, ne. In ponovno imamo problema, če greš iz, se pravi, svoje stroke v politiko in zato se veliko ljudi niti ne odloča, da bi to počeli, niti da bi povedal, kaj misli o zdravstvu, recimo, ker ga bodo takoj, če se bo bolj strinjal z SDS, ga bodo počeli na desno stran, da je sprega z nami, če bo se strinjal z SD-jem, bo pa postal naenkrat levi politika, oziroma levo usmeren. Tako da jaz mislim, da vsak politik bi rabil izkušnjo iz civilne družbe, torej da je pozna, kako pač društva, skupine razne delujejo in da se mu potem pač, ko postane politika, ne sme zdeti škoda časa, da z ljudmi debatira. Jaz sem vedno sprejemala ljudi v poslanski pisarni ali pa na razne teme razpravljala tudi take, ki jih ne poznaš, toliko pač si dovoliš, da ti ljudje pridejo in povejo. Je pa res, da je velikrat v civilni družbi o isti stvari 100 mnenja, in potem se moraš ti kot politik odločiti, kaj je zdaj najbolj optimalno, da recimo tisto zagovarjaš. Je pa treba biti odprt, normalno poslušati stvari in ideje in predloge, ki jih ljudje imajo in zna tudi pretehtati, to pa je tisto, kar sem prej rekla, da se moraš tudi tega naučiti, da pač ne sprejmeš vsega za 100%, kar ti je nekdo povedal, da lahko stvari tudi preveriš. Oprosti za to dolg odgovor. Ja, mačkan smo ti pustili na računka Andreja ni, ampak za gospo Anjo Karlicek, če sem prav izgovoril, če ne se upravičujem, slišali smo ravno kar, da smo Slovenci strokovnjaki za vse, 100 jih pride, 200 mnenj imamo v vsaki stvari, seveda je težko razbrati tudi za politika, kaj bi bilo zdaj tisto, kar je pa res, ampak kakšna je recimo nemška izkušnja pomoči civilni družbi, da pa vsem prepozna te potenciale ljudi, da jih izobražuje, da imamo neko vzgojo za aktivne državljane, kar pomeni tudi ta razvoj civilne družbe. Pa mogoče tudi kakšna osebna izkušnja, seveda zmeraj prav pride, da si znamo bolj predstavljati. To se mi je zdelo zelo zanimivo, da ste rekli, ja, takoj, ko stopiš v politiko, več nisi strokovnjak. Tudi pri nas je tako. V trenutku, ko prevzamemo poslanski mandat, dobimo pač sporočilo, se nimate pojma, o čem govorite. Torej, proti temu se borimo enako kot vi. Mislim, da lahko to distanco nekako preprečimo, preskočimo tako, da si vedno znova prizadevamo in se trudimo, da redno stopamo in iščemo kontakt z državljani, z ljudmi, da vedno znova iščemo razpravo, možnosti razprave. Tudi sama sem v parlamentu sedaj 2 leti in v mojem volilnem okrožju živi 200 000 volilnih upravičencev. In trenutno poskušam, torej to je poleg dela, ki ga opravljam v Berlinu,
pravzaprav glavno delo, ki ga opravljam zdaj v volilnem okrožju, da se trudim na svoji prepoznavnosti, da se vključujem v razpravo v različnih društvih, organizacijah civilne družbe, včasih grem v društva, ki se ukvarjajo s tujci, s tujsko problematiko, z integracijo, včasih grem k cerkvenim organizacijam in diskutiram z njimi. Torej, ciljno se ne udeležujem samo tista okrožja, kjer vem, da so mi naklonjeni, ampak tudi tam, torej tja, kjer vem, da mi bo v obraz pihal močan veter. In vedno to ni enostavno, ampak mislim, da je to nekaj, s čimer lahko to resničnost diskusije še dodatno počrtamo, kjer lahko tudi samo sebe večkrat nekako preverim, prekontroliram. Ne grem samo tja in rečem, imam točno jasno prepričanje glede določene stvari in to se ne bo spremenilo. Torej gre za to, da se tudi lastna pozicija tukaj sooblikuje in izkristalizira. Govorili ste tudi o svobodi tiska. Torej, če CDU zavzame določeno pozicijo, potem se to v medijih ne objavi, ampak se recimo leve informacije objavljajo v dosti večjem obsegu. S tem fenomenom se deloma borimo tudi mi. Tudi mi lahko ugotovimo, da za določene dogodke bi se želeli več medijskega odziva, ampak na koncev je to medijska svoboda, ki odloča o tem, kaj bo objavljeno, v kakšnem obsegu in potem pač določene novice se tukaj objavijo, določene ne, včasih se poslužujemo potem nekih občinskih časopisov ali podobnih glasil, kjer lahko objavimo določene članke, za katere mislimo, da so pomembni oziroma da morajo biti objavljeni. Torej, to pozicijo svojo je treba tudi reklamirati, ampak sama svoboda tiska, kako to mediji predstavijo, to je pa sicer druga oblika, kajti mi pač pravimo, da je svoboda tiska nad vsem in tukaj se pravzaprav v to ne smemo mešati in to tako mora biti. Tudi pri nas torej so situacije, ko so leve pozicije pogosteje in širše predstavljene kot pri nas, ampak nekatere druge, ampak gre pač vedno za določen članek. Treba je z tem stopiti recimo v kontakt, iskati možnost direktne razprave, direktne diskusije s tem posameznikom, razložiti ozadje in razložiti tudi pozicijo, ki je bila mogoče zastopana oziroma ki je bila mogoče razlog, da se je to tako objavilo. Kajti ni vedno vsak, ne strinja se vedno vsakšno pozicijo. Super, ja, replicirali bi kar potem kasneje. Imam sicer pod vprašanje za vas, vendar bi vašo to mikroraven informiranja, ki ste omenila, da je potrebno včasih jeti malo bolj na lokalno raven, izkoristil za vprašanje gospodu Jožefu Horvatu. In sicer recimo za Pomurje, ne? Kako pa po vaših izkušnjah iz Pomurja recimo deluje civilna družba na lokalnem nivoju, ne? Kakšne so tam razlike, ko ni toliko visoko letečih besed, pa financiranja, pa kdo bo koga, ali pa je? Dajte nam malo pojasniti, bomo veseli. Hvala lepa za to vprašanje, sem ga prav vesel in seveda tudi hvala, da imam ta privilegij, hvala organizatorjem, da imam ta privilegij sedeti z tako eminentnimi gosti, sploh pa z našimi prijatelji iz Bundestaga. Moram reči, da mimogrede, da po včerajšnjih pogovorih in seveda današnjem sodelovanju sem še toliko bolj trdno prepričan, da imamo mi Slovenci v nemškem parlamentu, v Bundestagu, izjemne in iskrene prijatelje in zato tudi z tega omizja lepa hvala vsem. In zdaj odgovor. Res je, Pomurje, znotraj Pomurja je Prekmurje, ki ima svojo zgodovino, je morda nekoliko drugačno. Morda zaradi zgodovine, morda zaradi reliefa, ampak to je vprašanje za tiste, ki so vešči socioloških razprav. Gotovo je, upam si trditi, da, ker imam le izkušnje z življenjem na podeželju, ker živi moja družina in seveda z življenjem v velemestu, kot je recimo Ljubljana, za slovenske razmere.
trdim, pa zdaj meščani ne mi zameriti, da je na podeželju več iskrenosti. Tam se še vedno pozdravljamo. Res. In vprašamo, kaj pa delate, ne? In tako naprej. Moja izkušnja, morda, če ne bi imel dobre izkušnje v civilni družbi, krščansko-demokratski civilni družbi, ali bolj točno v župnijskem pastoralnem svetu, kjer sem bil tajnik kar 15 let, morda danes ne bi tukaj sedel kot poslanec. To upam zelo jasno in glasno povedati, ker se imam za svobodnega človeka in ne dovolim, da mi kdorkoli nekako omejuje mojo svobodo govorjenja. Mimogrede še to, ne, ta 15-letno obdobje, ko sem bil tajnik župnijskega pastoralnega sveta in smo veliko naredili, gradili župnijski dom, obnavljali cerkev, to so bili milijoni, torej so nam ljudje zaupali, kdo bi nam pa drugi, ljudje. V tem času sem bil 4 leta poslanec, najbrž edinstven slovenski primer, ne vem. Ampak sem ponosen na to, sem ponosen, da sem prav tam dobil to izkušnjo in potem začel z lokalno politiko kot lokalni svetnik in potem so mi nekega lepega spomladanskega dne 2004 prijatelji rekli, veš kaj, ti bi pa lahko kandidiral za državni zbor. Seveda sem jaz takoj to razpravo zaključil, ampak so bili vztrajni, kar je zelo dobra lastnost. In sem kandidiral in uspel. Hvala Bogu. Jaz razumem politiko, gledajte, politika je dejansko po svoji naravi tako vseobsežno delovanje, da se svojimi odločitvami, usmeritvami in dejanskim vplivom odločilno posega v svobodo, o kateri sem prej govoril, v svobodo, miselno dejavnost in druge ključne razsežnosti vsakega človeka in celotnega naroda, ki ima svojo državo, torej državno strukturo. Zato je tako zelo pomembno, da nekako zgradimo ta most med civilno družbo in med odločevalci, torej politiko. To je zelo pomembno. In poslanec ima veliko možnosti preko poslanske pisarne in seveda preko tega, da si pravzaprav 24 ur lahko na telefonu, na Facebooku, Twitterju in tako naprej, ima veliko možnosti, sploh s pomočjo današnje sodobne tehnike, da posluša, in jaz mislim, da mora poslušati civilno družbo. In da potem to, kar sliši in mora slišati, da potem to udejanja v svojem političnem delovanju. In če dovolite, se mi zdi zelo pomembno, glede na naslov tega panela, torej vloga krščansko-demokratskega dela civilne družbe, ta vloga in vpliv na odločevalce v Sloveniji. Tukaj mi nekako se spomnim na pomenljivo misel zdaj že pokojnega milanskega kardinala, to je bil Carlo Maria Martini, ki je enkrat približno takole dejal, ne. Za kristjane je politika najbolj sodobna oblika krščanske ljubezni do bližnjega. In potem seveda on to v svojih razpravah razčleni. Spravi, politika je dejansko sodobna oblika krščanske ljubezni do bližnjega. In če potem greš res v politiki, recimo gledati vladne resorje, pa rečeš Ministrstvo za zdravje, a je to ljubezen do bližnjega? Seveda, če dobro funkcionira, rečeš, ja, je. Ministrstvo za promet, a je to ljubezen do bližnjega? Če dobro funkcionira, ja, seveda je. In tako dalje, in tako dalje. In potem res rečeš, pameten gospod je bil ta kardinal Carlo Maria Martini. Toliko zdaj zaenkrat, da ne bom predolg. Hvala. Seveda si nisem prej upal vzeti besede, ampak jaz mislim, da je treba povedati stvari tako, kot so. In ste dali odlično izhodišče za našo naslednjo sogovornico, gospod Marie-Louise Dött, za katero bi imel pa 2 vprašanji, oziroma pač 2, ne. Najprej smo se že dotikali tega usposabljanja, to, kar je zdaj rekel gospod Jožef, tega
poslušanja, ne, kje se pač to lahko naučimo, ne, to pomeni, kje se izobrazimo za te kompetence, ne, to bi bilo en del tega vprašanja. In drugi del, ne, da se pa vrnemo na malo bolj resno, ne, kako pa je v bistvu s tem, da preko financ politika kontrolira civilno družbo. Kako je s tem, da ko mora nekdo izkazovati, kako je sredstva porabil in s kom je delal, dejansko odpira vse karte, ki jih ima. In po drugi strani seveda, zakaj ne? Sej transparentnost, javnost, delovanje je pa tisto, k čemer stremimo. Dal sem težek izziv, vendar verjamem, da za vas niti ne. Prosim. Vielen Dank. Hvala lepa. Na prvo vprašanje bom v bistvu odgovorila tako, da bom nadaljevala izvajanja gospoda Horvata in sicer kako je šlo nam trem poslancem. Vsi prej smo bili občinski politiki, vsi smo bili v svojem poklicu dejavni in občinska politika je pravzaprav politika na prostovoljni ravni. Tam to ni plačano delo. Torej, ko greste na seje, dobite sicer različne vsote od regije do regije, ampak to je 20 do 40 evrov sejnine, nekako v tem razponu se to giblje, to so tisti stroški, ki se v bistvu potem pokrijejo oziroma ki so posamezniku povrnjeni. Sicer pa je to, torej, če smo nekje zaposleni, potem je tudi delodajalec včasih bolj, včasih manj navdušen in oziroma pripravljen, da posameznika potem pač mu omogoči prosti čas, da se te seje lahko udeleži. V Nemčiji je to običajno, da je torej vseeno, kje se posameznik angažira, ali je to na področju politike, gasilcev, drugih dobrodelnih organizacij, v Karitasu, torej, ali tudi na političnem področju, torej, da ga delodajalec za čas tega angažiranja sprosti. In ja, če je delodajalec manjši, je to nekoliko težje, to vem tudi sama iz lastnih izkušenj. Treba pa je seveda tudi ločiti, če smo leta delali prostovoljno, potem imamo veliko kontakta z ljudmi, kajti to bomo rekli je tisti najnižji nivo do sosedov, dostopa do problematike, ki ti jo posamezniki res prinesejo na ušesa, ki se na ravni občinske politike res sooblikuje, kjer se iščejo ustrezne rešitve in kjer tudi dobimo ustrezne večine. Kajti večino pridobimo samo takrat, ko z ljudmi govorimo in ko jim prisluhnemo in ne ko grinemo z nekim predlogom skozi steno, ampak ko dejansko nekaj naredimo za človeka. Pravzaprav zanj opravimo storitev. In seveda je potem pri vsakem posamezniku drugače, ampak vsak ima potem izhajajoč iz svojega poklica in svojih lastnih interesov interes, da se angažira pač na določenih področjih. Torej, mi smo imeli recimo, sem bila zelo angažirana na področju zaščite otrok oziroma na področju posvojitev. Zame so bila pomembna vprašanja, kako ti otroci živijo, kako se skrbi za njih. Na vseh nivojih je nekako to vprašanje prodiralo naprej, kako se izobražujejo, kakšne šole gredo, kako je s temi otroci v bolnišnicah, kako je za vzgojo v družina, ali je ta vzgoja primerna. Torej, iz nekega lastnega okolja so izhajali določeni interesi, ampak hkrati je to pomenilo, da se o določenih vprašanjih lahko izjasniš dosti bolj obširno, dosti bolj poglobljeno. Sama sem bila tudi zelo kulturno dejavna, pravzaprav cel čas. In sama sem lahko organizirala razstave, prišla sem v kontakt oziroma stik z različnimi umetniki, z nemško družbo za pravljice, za torej, nego tega izročila pravljic in na tem področju smo res dobro delovali in velikokrat bili tudi v stiku z znanstveniki z tega področja. Torej, po eni strani je to hobi, konjiček, ampak po drugi strani na ta način spoznavaš ljudi in prihajaš v stik z ljudmi, ki te obogatijo v svojem mnenju. Kar zadeva
zadeva politiko, pa imamo v Nemčiji, torej tudi seveda različne stranke, ampak znotraj strank, pri nas recimo v stranki CDU, imamo znotraj stranke posamezna združenja. Združenja recimo tistih, ki se zanimajo za gospodarstvo oziroma za ekonomijo. Potem imamo tukaj člane, ki sploh niso člani stranke, ampak so zainteresirani za delo teh združenj. Potem imamo združenja upokojencev, kamor se lahko včlanijo upokojenci po 60. letu, seveda tudi tisti, ki so samo 50, ampak recimo po 60 letih gre tukaj za interese te starostne skupine. Potem za mladostnike, torej za prihodnost, ki se ukvarjajo s vprašanjem prihodnosti. Prihodnost je pomembna. Torej, ugotovitev, da je populacija kot taka prestara, da se stara in kakšni so problemi s tem povezani. In tukaj poskušamo najti predloge za rešitev, ki jih bo tudi večina potem podprla. Potem imamo tisto vejo oziroma združenje za delojemalce oziroma za delavska združenja. Potem imamo evangelijski krožek, evangeličanski krožek. In to so nekako vse različne povezave, ki obstajajo že znotraj same stranke in prispevajo k temu, da se na ta način sooblikuje oziroma oblikuje tudi politika posamezne politične stranke. In če smo dejavni na ravni občinske politike, imamo pravzaprav vse to pred nami. Vse to nam leži pred pragom. Treba je samo stvari združiti in povezati in to počnejo občinski oziroma lokalni politiki, pri čemer pa sploh niso za to, bomo rekli, v tej fazi še plačani. To je njihova dobra volja oziroma angažma v smislu družbe, da to povežejo in spravijo na neko ustrezno raven, da se večji del teh predstavnikov vpraša, zakaj pa o tem še nismo govorili, zakaj pa tega nismo do sedaj še naredili. Torej gre za obogatitev življenja na splošno in kakovosti kot takšne. Torej, tudi glede te tematike, ki ste jo načeli, torej usposabljanje oziroma izobraževanje. Usposabljanje, izobraževanje, to je to, kar je naš vsakdanji poklic. To moramo nekako nositi sabo vse življenje. In pa seveda kompetenca poslušanja in potem nadgradnje. Če ste v določeni tematiki si prepričani, da stvari dobro poznate, potem ste tudi kompetentni. In če ste kompetentni na določenem področju, potem je to isto kot v poklicu, potem ste tukaj uspešni. Uspešni ste potem tudi v politiki. Mislim, da se tega ne moremo kar tako naučiti. Mislim, da v to nekako zrastemo. In uspešni politiki pri nas so tisti, ki tudi na ravni deželnega parlamenta oziroma zveznega parlamenta so tisti, ki so uspešni in ki jim zaupamo. Torej, ne gre za to, da so se naučili oziroma da jim je bila neka metoda menedžmentska ali metoda upravljanja priučena, da so se naučili, ampak da so dejansko zrasli s tem, kar govorijo in da jim zaradi tega tudi zaupamo. Ti so potem, lahko bi rekli, tudi odvisni od politike. Za nas, starejše, ki smo že dlje časa v tem poslu, bom rekla, je to pač stvar pogajanj. Se pravi, določeni morajo glasovati tako kot mi, se veste, kajti odvisni so od tega. Nič drugega ne morejo početi. Spet bojo jutri na ulici. To ni oblika, to ni forma, za katero bi lahko rekli, da so oblikuje družbo oziroma demokratičnost. Vprašali ste me še po financah in po transparentnosti financ. Tudi tukaj je v ozadju vprašanje korupcija. Ne glede na to, na katerem nivoju se v Nemčiji nahajate, lahko na internetu preberete za vsakega točno, koliko zasluži. Torej, politik, ki svojo stvar jemlje resno, nima postranskih služb in torej tudi postranskih zaslužkov. Imamo 10 različnih stopenj oziroma razredov in v te stopnje se morajo posamezniki v bistvu razporediti, tako da so tudi tukaj stvari transparentno prikazane in lahko se v določenih primerih, če je to potrebno, tudi preveri in lahko se tudi vidi, ta ima še to oziroma po strani tukaj in tukaj take stvari. Torej, imamo jih malo takih, ki so uvrščeni zelo visoko, ampak kot rečeno, tudi veliki del takih, ki se angažirajo, pa ne zaslužijo toliko. In imamo take, ki se angažirajo v določenem mandatu, pa potem po koncu mandata se vrnejo v svoj primarni poklic. Pri meni je pač na podlagi tega večletnega dela že tako, da lahko na spletni strani vidite
celo stran tega članstva. Torej, gre v bistvu za stvar, bomo rekli, kako je že leta utečena. Torej, ne morete tega članstva predstaviti transparentno, se pravi, ljudje prihajajo in odhajajo, zato pač, če ste se nekje predstavili ali držali govor, je seveda odvisno od vas, ali boste kontakt z določeno organizacijo držali še naprej ali ne. In odvisno je potem tudi seveda od vas, kako dolgi bo ta seznam referenčnih članstev, ki ga boste potem lahko uporabljali oziroma predstavljali še naprej. Gre za sodelovanje v različnih političnih strankah, organizacijah, združenjih in, kot rečeno, aktivnost na tej ravni posameznika zelo izpolnjuje. Hvala za odgovor. Mogoče je manjkal sam še tisti del o odgovornosti organizacij, ki prejmejo denar, ampak bomo o tem kasneje. Bom dal sedaj besedo kar Bojanu Mevlji. In sicer, in sedaj, ko govorimo o sredstvih in o denarju in o tej neodvisnosti, je pa čisto posebno vprašanje za našega zadnjega gosta, ki je z področja, ki je zelo pomembno, finančna avtonomija civilne družbe. Kaj je to? Kako udejstvovanje na področju socialnega podjetništva lahko vpliva na to kot na vir avtonomije za civilno družbo, pa mogoče tako kakšna širši pogled na to tematiko. Ja, najlepša hvala. Najprej za to vabilo, to cenjeno omizje. Pač jaz bi rad nekaj povedal o svojih izkušnjah, ki jih imam predvsem v delu v civilni družbi, konkretne delu v zavodu, v katerem delam že več kot 10 let in dejansko s čim se pravzaprav mi srečujemo. Mogoče na začetku, čisto na kratko, v središču Rotunda, da boste si ustvarili nek občutek, iz kje prihajam in kaj je pravzaprav področje, na katerem delam. Torej, središče Rotunda se nahaja v Kopru, to je pač obalno mesto, obalno-kraške regije, ki ima, naša regija ima okrog 80.000 prebivalcev. Dejansko mejimo na Italijo, na Hrvaško, smo tudi obmorsko mesto, edino pristaniško mesto v Sloveniji in delamo v bistvu tako profesionalno kot prostovoljno. Se pravi, središče Rotunda ima 7 zaposlenih, v naši regiji deluje preko 2000 nevladnih organizacij. Mi dejansko ogromno delamo tudi z drugimi sektorji, tako javnim sektorjem, se pravi občinami, javnimi inštitucijami in tudi ostalim sektorjem, kot je recimo gospodarstvo. Čeprav gospodarstvo ni ravno dobra stran naše regije po zadnji gospodarski krizi, ampak kljub temu naše delo sloni predvsem na 3 področjih: izobraževanje, svetovanje, informiranje. Fokusiramo se pa v delo z nevladnimi organizacijami, smo v bistvu podporno okolje za nevladne organizacije, kjer skušamo dejansko spodbujati okolje na ta način, da bo znalo nevladne organizacije v naši regiji sprejeti kot enakopraven oziroma saj bolje stoječ, bi rekli, sogovornik nasproti javni upravi ali pa na drugi strani gospodarstvu. Torej, naše delo je na področju zagovorništva nevladnih organizacij. Dejansko se dosti ukvarjamo z župani v naši regiji, se pravi, naša regija ima 8 občin. Dejansko smo zelo dobro povezani z občinami, zelo težko pa dopovemo našim občinam, kaj pravzaprav je bistvo nevladnih organizacij in jih skušamo prepričati v to, da naredijo nekaj za razvoj nevladnih organizacij. Nevladne organizacije so več ali manj neke organizacije, ki delujejo v občinah, se pravi, občani se itak tako ali tako drugače v njih aktivirajo. Pravi, župani bi itak mogli vedeti, da pač, če podpirajo nevladne organizacije, podpirajo dejansko svoje lastne ljudi. Pa temu ni tako. Mi imamo zelo velike težave dejansko sploh prepričevati
župane. Nekateri so bolj dovzetni za naše predloge, drugi manj, ampak v večini primerov so manj dovzetni. In skušamo dejansko potem, če ne gre drugače, pritisniti prek medijev in prek različnih zagovorniških pobud. Na ta način dejansko sploh jim damo vedeti, da dejansko volivci so tisti, ki so jih izvolili in če jim pač ne bodo dali, po domače povedano, nekih možnosti, da delajo v njihovih krajih, da jih potem pač ne bodo več izvolili. Imamo kar nekaj primerov, kjer so bile nevladne organizacije financirane iz strani občine, ampak po zadnjih raznih pripetijah, gospodarski krizi in tako naprej, kar naenkrat javnih razpisov za nevladne organizacije ni bilo več na nekaterih področjih kot so kultura, socialno varstvo in tako naprej, kar ni bilo dejansko več razpisov. In potem se sprašujejo dejansko, da so aktivnosti v nekih občinah zamrle, seveda, če jih ne podpiraš, tudi ne morejo delovati. Potem bi rekel, bi izpostavil prav to, pač delo z mediji. Mi kot Središče Rotunda smo dejansko v Obalno-kraški regiji ena izmed največjih organizacij, profesionalnih nevladnih organizacij, ki nas tudi mediji resno jemljajo. Torej, dejansko smo prišli na ta nivo, da dejansko tudi od nas povzemajo neke potrebe in probleme iz terena in jih potem tudi izpostavljajo. Tako da v bistvu to je ena stvar, ki bi bila zelo dobrodošla, da delajo tudi druge nevladne organizacije po Sloveniji, se pravi izpostavljali neke težave, ki so na terenu. Ker dosti krat, ko so ljudje izvoljeni neke funkcije, ne si bodi, so to lokalni organi, občine ali pa država, ljudje enostavno nimajo več tega stika s terenom in zato rabijo neke spodbude, da pač se jim pove, kje je problem in kako bi se lahko dejansko to rešilo. In mi tudi nimamo težav, čeprav naši ustanovitelji so tako bolj desni, nimamo težav z levimi mediji, več ali manj so pri nas levi mediji v Obalno-kraški regiji, ampak mi nimamo težav, zato ker delamo z posameznimi novinarji, ki razumejo situacijo. In mi tudi ne skrivamo neke svoje pripadnosti in pač svoje ideologije, povemo to, kar mislimo in noben nima s tem težav. In jaz tukaj res dejansko, saj pri nas ne vidim nekih težav, kar se tega tiče. Mogoče na nekem državnem nivoju drugače, smo si pa mogli to prislužiti. To ne pride čez noč, se pravi, ti moraš pri drugemu sogovorniku si zaslužiti to, da te jemlje resno. Se pravi, to je pa trdo delo in dejansko je potrebno včasih biti tudi malo zvit, zaposliti kakšnega novinarja, ki je včasih delal z njimi in tako naprej in stvari se dajo dejansko naprej peljati. Ja, tako. Jože me že opozarja, da moram socialno podjetništvo nekaj povedati. Torej, ja, sigurno socialno podjetništvo je tudi ena izmed tematik, s katerimi se mi ukvarjamo v Obalno-kraški regiji. Torej, smo tudi podporno okolje za socialno podjetništvo. Vidimo, da nevladne organizacije dostikrat premalo dejansko vlagajo v to, da bi pridobile neke svoje lastne vire. Ne si bodi so to sponzorstva, ne si bodi to donacije od podjetij, od prebivalstva in tako naprej. In tudi nekatere druge vire, kot so evropski viri in tako naprej. Zato jih skušamo spodbujati in spodbujati predvsem v smislu, da tudi oni sami nekaj naredijo. Da mogoče se v bistvu pripravijo kakšne programe, ki so tudi tržni in na ta način pridobijo neke finančne vire in na ta način bo pravzaprav tudi občina jih bolj spoštovala, ker bodo videli, da tudi sami nekaj delajo, ne pa da dejansko samo pričakujejo denar od države ali pa od občine. In na tem področju smo mi dejansko tudi nekaj delali. Občine sigurno so tiste, ki morajo v prvi vrsti podpirati nevladne organizacije, se strinjam, ampak ogromno nevladnih organizacij je že itak danes čisto profitnih, večina športnih organizacij, nevladnih organizacij, od različnih klubov in tako naprej, morajo tudi starši prispevati dosti denarja. Tako da v bistvu nevladne organizacije so na eni strani v bistvu zagovornik
nekih svojih interesov, na drugi strani pa skušajo zagotavljati in odgovarjati na neke potrebe na terenu. Ne. Pravi, tukaj je vedno neka utež, ki jo more seveda nevladna organizacija držati, ne, se pravi na eni strani neki javni interes delo za neko javno dobro, na drugi strani pa seveda v bistvu, ker vedno je tako, ne, noben, kot vi veste, ne, noben otrok, mladostnik in potem študent se ne more osamosvojiti, če nima službe. In če ima službo, si finančno neodvisen in če si finančno neodvisen, lahko začneš delati na svoje. Ravno isto je pri nevladnih organizacijah. Če nimajo nekih stabilnih virov, ki jih lahko pridobijo na takšen ali drugačen način, se potem dejansko ne morejo samosvojiti. In so odvisne od teh virov. Ni pa to eno in isto. Ne? To pomeni, da še vedno, čeprav ti dobivaš neke finančne vire, moraš biti pa še vedno do njih odgovoren, kar ne pomeni, da jih ne smeš kritizirati. Ne? Spravi, ti jih moraš kritizirati, tudi če delajo oni slabo. Ne? Tako da dejansko tukaj se mi zdi, da mogoče v tej fazi smo v Sloveniji mogoče res na začetku, tudi kar se tiče socialnega podjetništva, ker socialno podjetništvo je dejansko podjetništvo. Ne? Če pa govorimo o socialnem podjetništvu, ne, potem bi mogli to bolj poimenovati kot družbeno podjetništvo, spravi delo za družbo. Ne. Najlepša hvala. Se že sploh bojim odpreti razpravo, zaradi tega, ker je časovno samo še 5 minut. Mogoče, če je kakšno tako res kratko vprašanje, ki ne bo samo daljše kot 30 sekund, zato da bo mogoče sploh odgovor, ki bo 2 minute, kar izvolite povedati. Ja, keine halbe Seite. Okay. Erstens, ich bin sehr dankbar und sehr froh, dass ihr zu uns gekommen seid. Najprej naj povem, da sem zelo vesel, da ste prišli k nam. Najlepša leta sem preživel v Nemčiji, tam sem imel tudi prijateljico in imam naslednje vprašanje. Torej delam ali sem angažiran v 2 civilnih inicijativah. Prvo vprašanje je denar. Imamo strokovnjake, inženirje in tako naprej, pa tudi druge profile. Ampak kako je pri vas? Kako civilna družba dobi denar? Od koga dobi denar? Če denar sploh pride, od kje pride? In kar zadeva našo ureditev, so torej pri vas močne tudi zvezne dežele, ne samo zvezna država kot takšna. Redno gledam CDF in ARD in sem zelo dobro seznanjen z vašo situacijo, ampak vseeno bi me zanimalo, kako je to urejeno s civilno inicijativo. Ja, das sehe ich, nicht? Dobro. Oder Anni Wild erwähnt sehr selten eine Zivilinitiative. Civilna inicijativa pravzaprav se redko omenja. Če dovolite. Torej, zasebna društva se pri nas ustanavljajo, če imajo idejo, zakaj bi se želela angažirati. Torej, praviloma se plačuje članarina, da ste lahko član v tem društvu. Torej, samofinanciranje. Potem je treba v določenih društvih, torej, opraviti določeno število ur. Recimo prvo leto boste naredili prostovoljno tam opravili 5 ur dela. In država to podpira, če se je društvo ustanovilo in je potem tukaj recimo neprofitna ideja na kulturnem področju, na katerem drugem področju, naprimer, potem lahko pri finančnem oziroma davčnem uradu, torej vložimo prošnjo, da dobimo, da smo torej uregistrirani kot društvo, ki je registrirano za neprofitno dejavnost in če smo torej plačali članarino oziroma temu društvu nekaj darovali, potem lahko ta znesek odbijemo od dohodnine, seveda v nekih določenih mejah. Tudi to je
določeno v zakonu o dohodnini, ampak to lahko torej upoštevamo kot olajšavo. Imamo dobro podučene ljudi, ki se angažirajo tudi na teh področjih, ki dajejo dosti denarja, ki se z določeno idejo poistovetijo in jo tudi financirajo. Potem lahko ta kapital, ta denar podarijo nekemu skladu, neki fondaciji in potem obstaja samo še možnost, da če bi naj bil ta denar namenjen določeni družini, potem je ta denar res namensko vezan, lahko bi rekli. Zasebne organizacije pa morajo, torej to neprofitnost, za to neprofitni značaj društva zaprositi pri davčnem uradu in dobiti ustrezno odločbo in potem ta društva svojo inicijativo in svojimi projekti v bistvu izpolnjuje te pogoje in potem dobi status neprofitno oziroma za javno dobro in potem je možno, da se ta sredstva odštejejo pri dohodnini oziroma uveljavljajo kot davčna olajšava. Je bilo še kakšno kratko vprašanje? Ja. Das war's. Ja, okay. Ja. Dobro. Ni kakšnih takih vprašanj, tudi časovno nas seveda preganja čas. Ja. Ja. Tukaj. Trenutno imamo tudi velik izziv. Lahko sklopite mikrofon, prosim. Torej, trenutno stojimo pred velikim izzivom najmanj 800 tisoč beguncev in trenutno smo v fazi priprave struktur, kako bomo ta problem sploh obvladali. Od 1. novembra bo vse nekako v skrajšani obliki tudi objavljeno v uradnem listu in prepričani smo, da bomo tudi nekako to obvladali. Eden izmed prvih korakov je bil, da smo bili deležni res velikega angažmaja strani prebivalstva. To smo želeli si nekako zagarantirati, da smo tudi na komunalni ravni, torej na ravni lokalnih skupnosti, naprimer pri športnem društvu, če se tam zgodi kakšna nesreča oziroma se nekdo angažira, potem znotraj tega komunalnega, tega lokalnega zavarovanja obstaja tudi posebna rubrika za to prostovoljno dejavnost, da so tudi te posamezniki, recimo v primeru nesreče, zavarovani. Ali če se karkoli drugega zgodi. In to zavarovanje smo razširili tudi za te, ki sedaj pomagajo v primeru begunske krize. Istočasno smo zagotovili to pripravljenost darovanja denarnih sredstev, kajti pomoč za begunce smo nekako naredili tako, da bo pomoč zagotovljena takoj in bo tudi takoj možno to uveljaviti kot davčno olajšavo, ne šele kasneje pri, ne vem, davčni napovedi čez ne vem koliko časa. To so neki momenti, bi rekli, kjer smo naredili neke majhne stvari, ampak te majhne stvari imajo zelo velik učinek in mislim, da nam je to dobro uspelo in da smo na ta način ta angažma, to pomoč prebivalstva si zagotovili tudi za naprej in smo jo podprli in rekli, koliko nam pomeni. S tem smo nekako to signalizirali. Torej, želimo, da se ljudje še naprej angažirajo, nočemo pa, da sami financirajo s tem, ko pomagajo. Se pravi, želimo zagotoviti ustrezne pogoje in okvirje, v kateri se bodo lahko angažirali, ne pa tudi, da bodo sami za to plačevali. To nam je zelo pomembno. Veste kaj, mogoče bo kakšen trenutek še potem, kasneje, da bi zdaj vse zaključili nekje s tem, da bomo dali gospodu Dragotu še besedo, da povzame, katere stvari so bile danes tukaj pereče, tukaj zanimive, da bi nas zdaj kar potegnile v razpravo, da bi res govorili o tem, kako pa zdaj mi dobimo, ker imamo tukaj probleme in njihove izkušnje, vendar več časa, kot smo ga imeli, si nismo mogli vzeti. Lahko bi gospodu malo še vzeli, ampak dajmo mu prostor. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vem, da sem tudi jaz omejen z časom in da ob 6. moramo končati s tem srečanjem danes. Zato bom samo par misli povedal, ki ne bodo povzetek tega, kar se je dogajalo, ampak morda samo misel, kako mislimo naprej.
Torej, najprej hvala vsem tistim, ki ste doprinesli k današnjemu simpoziju. Vam, ki ste prišli, vam, govorcem, ki ste doprinesli svoje razmišljanja, seveda pa tudi vsem tistim, ki ste pomagali pri organizaciji. Moram se zahvaliti svojim kolegom, soorganizatorjem, Mateju Cepinu, potem Janju Drnovsku, tam nekje Matiju Cenclu, Marku Limbeku in pa seveda naši kolegici Neji, ki smo jo tukaj nekje izgubili, za njeno vodenje. Pa tudi mojim kolegom iz mojega podjetja, ki so danes pomagali tam, in pa gospodu Bojanu Šefu, ki je moj kompanjon v Združenju krščanskih poslovnežev Slovenije za delo. Posebna hvala gre pa seveda Fundaciji Konrad Adenauer Stiftung in posebej njenemu direktorju, gospodu Mihailu Langeju, ki ni samo predsednik oziroma direktor te organizacije in naš sponzor danes, pač pa je tudi sam tisti, ki pomaga soorganizirati dogodke, kar ne nam še posebej drago, da se aktivno samo vključuje v pripravo takega dogodka. Zdaj pa še drobtinica za naprej. Pred pol leta nas je nekaj staknilo glave in smo rekli, kako bi morda na tem krščansko-demokratskem delu civilne družbe povezali akterje med seboj. Pa smo začeli pisati eno tako kratko zgodbico, kaj mislimo, kako bi to bilo. Pa smo kmalu ugotovili, da je potrebno iz tega think tanka, iz bunkerja, priti na plano, priti in nekoliko obelodaniti to idejo, zato da bi dobili dodatna mnenja, ki bi jih potem ugradili v nek tak načrt povezovanja akterjev na tej desni strani. S tem današnjim dnem smo dobili drobtinice, ki jih bomo uvrstili noter. Vidim pa, da smo skozi povabilo različnim predavateljem pridobili tudi tiste, ki bodo tukaj zraven pri tvorjenju te platforme tudi potem sodelovali. Hvala lepa in želim vam lahko noč.